Množičen obisk pokopališč, odprli park za posip pepela, zastopnik pacientovih pravic o težavah pri hospitalizaciji Romov. Dober večer. Danes se spomnimo na vse tiste, ki so že odšli z tega sveta. Na dan spomina na mrtve ali dan vseh svetih, kot je poimenovan v krščanstvu, tradicionalno potekajo številne žalne slovesnosti. Najprej poglejmo v Novo mesto. V mestni občini Novo mesto, Združenju borcev za vrednote NOB Novo mesto ter lokalnih krajevnih skupnostih so pripravili spominske slovesnosti na 3 novomeških pokopališčih – Šmihelu, Ločni in Srebrničah. In mislim, da je spominski dan na mrtve 1. november tisti, ki pa le malo se poglobimo v svojo zavest in svoje misli in hkrati v spomine, ki nas vežejo na vse pokojne. Seveda moram pa reči, da je dan mrtvih tudi dan spomina na vse mrtve. To se pravi, ne glede na veroizpoved, raso, nacionalno pripadnost. In je v bistvu ta dan pravzaprav po svoji vsebini najbolj spraven dan. Smrt izenači vse. V drugem svetu smo si vsi enaki, dodaja Dular. Posebna pozornost je ob tem prazniku namenjena tudi padlim borcem. In mislim, da je prav, da se teh ljudi spominjamo, kajti še kako pogrešamo v današnjih časih ideale, za katere so se oni borili. Dan mrtvih je poseben praznik, torej za Slovence prav poseben. In je dan spomina. Seveda za nas, Zveza borcev, je to dan spomina na vse tiste, ki so padli v narodno-osvobodilni borbi, to je borci, aktivisti in pa tudi žrtve fašizma. V uradni politiki se izničujejo vrednote narodno-osvobodilnega boja, opozarja Dular. Moram pa reči, da med prebivalstvom vse bolj raste spoznanje, da so nekatere vrednote, kot so socialna država, urejeno, bi rekel, družba, možno šolanje, penzijsko zavarovanje in tako dalje, da so to vrednote, za katere se splača boriti. Sicer pa so bila novomeška pokopališča, tako kot najbrž povsod drugod, kljub kislemu vremenu, spet polna ljudi, sveč in rož. V Beli krajini se ob dnevu spomina na mrtve že tradicionalno s komemoracijo spomnijo tudi na žrtve ob spomeniku NOB na Gričku v Črnomlju. Spomenik je posvečen 1250 padlim žrtvam fašističnega nasilja med 2. svetovno vojno v Beli krajini, ki so svoje življenja žrtvovali za svobodo, je podaril slavnostni govornik, metliški župan Darko Zevnik. Ne smemo pozabiti, da so bile to matere, hčere, očetje, sinovi, možje in žene. S tem pa so žrtve postale tudi njihove družine. Ljudje, rojeni po 2. svetovni vojni, tako Zevnik, si težko predstavljamo grozote, ki so jih doživljale družine med vojno. Belokranjci smo lahko več kot ponosni na naš prispevek k narodno-osvobodilnem boju. Bela krajina je bila med leti 1943 in 1945 srce Slovenije. V Črnomlju so se rodile vse državotvorne inštitucije, naj naštejem samo nekatere. Narodno-osvobodilni svet, Denarni zavod Slovenije, ter kulturne in znanstvene organizacije. S tem smo postali enakovreden del takratne države, je poudaril Zevnik in obenem spomnil še na osamosvojitveno vojno pred dobrimi 20 leti. Takrat pa smo Slovenci enotni kot nikoli prej in žal tudi nikoli kasneje, z odločnim da na plebiscitu in odločnim ne takratni zvezni vladi in njeni vojski, ubranili in si izborili samostojnost Republike Slovenije. Vse to pa ne bi bilo možno brez trdnih temeljev, ki so jih postavili naši predniki v 2. svetovni vojni, je še izpostavil Zevnik. Pri spominskih obeležjih na Medvedjeku in na Mirni sta potekali krajši slovesnosti s polaganjem vence ob dnevu vseh svetih. Na Medvedjeku so se predstavniki Slovenske vojske, veteranskih združenj in občine Trebnje poklonili spominu na žrtve osamosvojitvene vojne. Medvedjek je simbol osamosvojitvene vojne za Dolenjsko. Tukaj je padel tudi pripadnik Franc Uršič in njemu v spomin ter v spomin na vse civilne žrtve zdaj že tradicionalno prižigamo svečo pred dnevom mrtvih. Ob tej priložnosti seveda bi se tudi rad zahvalil za sodelovanje in pomoč pri urejanju tega spominskega parka Medvedjek občinam Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebelno.
V spomin na padle vojake ter v počastitev dneva reformacije in odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije pa so še pred dogodkom na Medvedjeku pripravili slovesnost tudi v novomeški vojašnici. Pri spomeniku na Rojah pa so predstavniki občine Mirna in tamkajšnjega združenja borcev za vrednote NOB pripravili žalno slovesnost, s katero so se poklonili 106 padlim borcem. Zbrane nagovorila podžupanja Barica Kraljevski, komemoracijo pa so kulturno zaokrožili tamkajšnji upokojenci s pesmijo in osnovnošolci z recitacijami. V Dolenjskih Toplicah pa so na pokopališču ob spomeniku padlim borcem in žrtvam druge svetovne vojne pripravili občinsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Ob tej priložnosti pa so odprli tudi park za posip pepela umrlih. Park stoji tik ob topliškem pokopališču, idejo zanj pa je dobil prav župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič. Nekako nikoli nisem maral pogrebov v klasični obliki, zato sem vedno sanjal o tem, da bom nekoč, ko bo prišel moj čas, posut po nekem primernem gozdičku. No, ko sem postal župan, sem imel tudi možnost spoznati ljudi, ki imajo podobno mišljenje kot jaz. Izkoristili smo na občini neko priliko, ki se je pojavila in smo ta park tudi naredili. Park krasijo 4 ekipi, ki so jih letos poleti izdelali člani kiparske delavnice v Dolenjskih Toplicah. Tako je letos sredi poletja pod vodstvom Jožeta Kumra, domačega akademskega slikarja, potekala kiparska kolonija. Na njej so sodelovali Alenka Vidergar, Jože Kumr kot vodja, Metod Frlic in pa Irži Bezlaj in so tako ustvarili 4 ekipe, ki smo jih potem sredi avgusta postavili na ta osrednji park za posip pepela umrlih. V Dobrniču so sredi intenzivnega urejevalnega obdobja. Na sestanku pa so določili naslednje korake, ki se dotikajo izgradnje pločnika in igrišča pri tamkajšnji osnovni šoli. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo dela pri šoli zaključili do leta 2014. Seveda zdaj ga delamo na drugi strani ceste, zemljišče ni problem ta trenutek, to se pravi, da še v letošnjem letu pravzaprav sklenemo pogodbo, del plačila v letošnjem letu, del v naslednjem. V naslednjem letu pravzaprav pa pristopamo k projektu, jaz upam, da bo tudi gradbeno dovoljenje. Na tem sestanku smo naredili danes, moram reči, zelo hitro sam rezime, vse tisto, ki smo že dogovarjali pol leta, 1 leto, da v letošnjem letu se naredi odmera zemljišče za igrišče osnovne šole in pločnik. Na sestanku smo izvedeli zelo čudovite novice za krajevno skupnost Dobrnič in dobrniške otroke, ker tukaj ne gre samo za dobrniške krajevne skupnosti otroke, gre tudi za krajevno skupnost Svetinja, katere prav tako otroci obiskujejo v Dobrniču. Istočasno izvajajo tudi obnovo pločnika, v državnem proračunu pa je predvidena tudi obvoznica. Zemljišče je župnijsko, to se pravi, župnik je pripravljen prodati po pametni ceni, to se pravi, da po cenitvi. Tako da, glede na izkušnje iz prej, mislim, da ne bo problemov. Ta igrišče bo dosti sodobno, gre za odkup preko 4000 kvadratov zemljišča, tudi z pločniki, tako da bo ta okolica tudi z gasilnim domom dobila svojo podobo. Predvidena vrednost naložbe pa naj bi bila približno 150 000 evrov. V zdravstvenih ustanovah se srečujejo z najrazličnejšimi težavami. Do teh prihaja tudi pri hospitalizaciji Romov, zaradi katerih je Robert Sotler, zastopnik pacientovih pravic za območje Dolenjske in Bele krajine, sklical posvet. V novomeški bolnišnici prihaja do težav, ko hospitalizirane Rome obišče veliko število drugih Romov, predvsem na otroškem oddelku. Prvič, nekateri prihajajo z umazanimi čevlji in ogrožajo varnost otrok in higieno ostalih otrok, svojega otroka in tudi ostalih otrok. Potem so pritožbe strani ostalih pacientov, ne Romov, da številni obiskovalci motijo mir. Sotler poudarja še, da nekateri nimajo urejenih kartic zdravstvenega zavarovanja, ob tem pa Rome poziva tudi, da si izbere zobozdravnika, osebnega zdravnika, za žensko populacijo tudi ginekologa. Dogovorili smo se, da v bodoče usmerimo več dela oziroma te komunikacije na mlade mamice. Morajo naši Romi spoštovati, kaj je zdravnik, da jim pomaga in da jih lahko reši in življenje jim reši. Morajo pa to zdravstveni delavci in zdravniki vedeti, da so Romi
da niso izobraženi, da so tudi odrinjeni od drugih. Posveta se je udeležil tudi namestnik varuha človekovih pravic Tone Dolčič, ki ocenjuje, da do rešitve lahko pripelje dialog. In mislim, da je to prava pot. Kajti to, da se samo sklicujemo na predpise in obveznosti, kaj mora kdo narediti in potem trmasto vztrajamo na tem, ne pripelje nekamor. Na posvetu so predstavili tudi brošuro z navodili ob hospitalizaciji v romskem jeziku, ki so jo pripravili v novomeški bolnišnici. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so zadovoljni z napredkom pri delu z romskimi otroki v dnevnih centrih v Brezju in Šmihelu. V teh dveh romskih naseljih vsak delovni dan delujejo od leta 2009 oziroma 2011. V Brezju je v program vključenih 48 otrok, kar je polovica otrok v naselju, namenjen pa je osnovnošolskim otrokom in vključuje učno pomoč ter skupinske dejavnosti. V dnevnem centru v Šmihelu pa sodeluje 31 otrok, tako šolskih kot predšolskih, kar je še posebej pomembno, poudarjajo v društvu. Tako izkušnje kažejo naše, pa tudi raziskave, kako pomembna je predšolska vzgoja pri vključevanju otrok kasneje v šolski sistem in tukaj ravno v tem programu so rezultati najboljši. Otroci se lažje vključujejo v prvi razred, saj so bili predhodno leto dni v stiku s slovenskim jezikom, poudarja Luštkova, zato se ga tudi hitreje naučijo. Napredek pa je tudi pri socialnih veščinah, pri komunikacijskih veščinah, lažje vstopajo v odnose, so bolj kvalitetni, lažje rešujejo konflikte. Pri šolskih otrocih pa predvsem opažamo veliko motivacijo za vključitev v program učne pomoči. Sicer pa so v sklopu programa vsi romski otroci v obeh naseljih deležni pomoči pri domačih nalogah. Ob koncu še v svet kulinarike. Gostinci v občini Dolenjske Toplice si na svojih jedilnih listih želijo čim več lokalno predelane hrane. Zato se je porodila ideja, da s pomočjo posveta raziščejo možnosti sodelovanja. Pridelovalci so bili tega, da bi si gostinci želeli njihovih pridelkov na svojih mizah veseli, a hkrati zaskrbljeni. Želeli bi neko sigurnost po prodaji, se pravi, kaj pridelovati, da bomo lahko prodali. Seveda jih zanima tudi, kje so kupci, ali je lokalni trg pripravljen na lokalne pridelke. In tukaj na stran nas gostincev, da seveda z kmeti skupaj z roko v roki napravimo te korake naprej. Gostinci so hkrati izrazili željo po sortah, ki jih ne sadijo več ali manj kot nekoč, kot so bob, ajda ali motovilec. Izziv moj osebni so stare sorte. Želim si imeti, recimo vsi poznamo Igorja, katerega zdaj zelo težko dobimo, ni več krompirja, potem ribiškega fižola. Pa tudi divjih rastlin, ki se jih da uporabiti v kulinariki. In tega so veseli tako pridelovalci kot na kmetijsko-gozdarskem zavodu, saj bodo tako pridelovalce znali usmerjati. Vsi skupaj pravzaprav zaznavamo, da je premalo ponudbe in pravzaprav bomo pristopili k tej animaciji pridelovalcev, da bi proizvajali več lokalnih pridelkov za lokalne gostince. In možnosti je dovolj, pravi Pelkova. Vstopili smo v predzadnji mesec leta 2012. Do novega leta nas tako loči še 60 dni, do jutrišnjih novic pa le še dan. Hvala, ker ste bili z nami in lep večer.